Čelestovega Zicuna, poštovana gospa poslanka, cenjeni gospodi in gospodje, dragi prijatelji. Veseli me, da ste kljub številnim poglednostim našli čas in ste nam pridružili v tej simbolični priložnosti ob središču tokratne dobrodelne akcije Prodajne knjige. Akcije, ki sta jo leta 2002 začela Avstrijsko zvezno ministrstvo za vodstvo, umetnost in kulturo ter Celovška Mogodjeva in jo sedaj nadaljuje urad zveznega kanclerja na Dunaju. Akcija, ki poteka letos prav v času slovenskih dnevov knjige. Posebej slovenskega praznika knjige in branja in v tej knjige prinaša posebno veselje z knjigami. Že v prihodnih dneh bo preko 2000 knjig, ki jih danes 7 nevladnim in dobrodelnim organizacijam simbolično izložamo v obliki vrednostnega doma, našlo posto svojih mnogih pravcev v Sloveniji in drugih študijih dogodnih na Cigovini. Današnji dogodek je že tradicija, ki jo rad nadaljujemo tudi zato, ker predstavljajo knjige pomemben sestavni del mojega življenja. Pri točnem knjižnem daru so tudi nekatere meni znane knjige, naprimer tiste, ki jih je napisala Kristina Rstiga, ki jo z njeni več od 100 knjigami nezvomno prištevamo k najpopulnejšim avtoricam otroške literature nemškega govornega področja. Veseli me, da bo s podarjenimi knjigami v slovenskem jeziku njeno delo približano tudi slovenskim bralcem. Tu je tudi roman znane slovenske pisateljice Janje Vidmar, Zurok, za katerega je avtorica leta 2006 prijela nagrado Prezetnica in številne druge knjige. Nabor je pester, zato verjamem, da bo vsaka izmed njih našla svojega bralca. In ne nazadnje je jutri noč knjige. Zato skupaj poskrbimo, da bodo otroci že jutri lahko brali kakšno lepo knjigo. S to mislijo nam vsem želim še več dobrega branja. Hvala. Hvala gospodu veleposlaniku za nekaj. Z nami je tudi dekan magister Ivan Molik, predsednik Mokoljeve družbe v celotu, katerega tudi vabim, da nam nameni nekaj besed. Spoštovani gospod veleposlanik, dragi dobrotniki, dragi ljubitniki knjig in vsi tukaj navzoči. Srčno vas pozdravljam. V imenu Mokoljeve družbe v Celovcu, najstarejše slovenske založbe, vas iskreno pozdravljam tukaj v galeriji Družina. Veseli me, da ste z nami. Že od nekdaj je znan rek, da je Mokoljeva družba naučila naš narod brati, čitati in ga kulturno oblikovala. Glavna zamisel ob rojstvu Mokoljeve družbe je bila dati narodu dobre in poučne knjige. S tem je postala Mokoljeva družba šola kulture in omike v slovenskem narodu. Trije veliki možje so položili zibelko v družbi, blaženi Anton Martin Slomšek, Andrej Einšpiler, oče koroških Slovencev, ter Anton Janežič. Ko so leta 1851 ustanovili Mokoljevo družbo. Več kot 160 let že deluje, raste in se krepi ter rodi žlahtne sadove. Podobna je mogočnemu drevecu z globokimi koreninami. Skupaj s slovenskim narodom je zadihala preporod narodov v 19. stoletju. Skozi vsa desetletja bogatila slovensko srednjo z žlahtno domačo besedo in je bila tako svetilka vsem slojem naroda. Po sili političnih razmer se je morala razdeliti v 3 veje, Celovec, Gorica in Celje. Ker pa je zrasla iz globoke vere in trdnega zaupanja,
da vsebuje vsako dobro osebe neumečljivo moč rasti, je mogla prerasti in prehiteti tudi ideološke in politične razmere najbolj razburkanega stoletja zgodovine slovenskega naroda. Vedno je pri tem ostala pokončna in hrabra ob vseh zgodovinskih in svetovno-nazorskih izzivih in tako posebno po drugi svetovni vojni postala edini povezovalni faktor domstva in zamejstva z matično domovino. V današnjem globaliziranem svetu je Mohorjeva prav tako poklicana, da povezuje slovenski narod in vzpostavlja in gosti mrežo vzajemnosti v Slomškovem duhu in smislu njegove oporoke. Sveta vera vam vodi luč, materina beseda pa ključ do zveličavne narodove umike. Založništvo je bilo od tega začetka glavno in temeljno poslanstvo Mohorjeve družbe. S tem hoče poudariti tudi danes svojo skrb za ohranjevanje jezika med Slovenci doma, kot tudi zunaj meja Slovenije. Letošnja akcija Podarimo knjige je že 14. po vrsti. V času trajanja te akcije je bilo prodanih več kot 46.000 knjig, ki so bile predane dobitnikom v skupni vrednosti nad 700.000 evrov. Odločili smo se, da letos podarimo slovenske knjige nevladnim dobrodelnim organizacijam. Center Korak, Sirius Kamnik, Kralji ulice, Skala, Zavod Salesianum, Slovenska Caritas, Zveza prijateljev Slovenije in Zveza slovenskih društev v Bosni in Hercegovini Evropa zdaj. Ponosni smo, da lahko Mohorjeva družba v celovcu s to akcijo še naprej izpolnjuje svoje poslanstvo negovanja slovenskega jezika in ohranjevanja identitete in kulture. Izrekam posebno zahvalo veleposlaniku Republike Avstrije, dr. Klemensu Koji, avstrijskemu ministrstvu, uradu zvezdnega kanclerja za sodelovanje in pomoč v imenu vseh, ki bodo danes knjige prijeli. Pa tudi galeriji Družina za prijetno ozračje in gostoljubnost v dvorani, kjer so pred nekaj dnevi bili odprti koroški kulturni dnevi z razstavo in slikami našega koroškega vojaka Franca Razingerja. Prejemnikom želim veliko veselja pri prebiranju, vam pa prijetno praznovanje v prostorih Družine, galerija Družina. Vsem iskrena hvala za vašo pozornost.